Če se prav spomnim, sem bila stara 12 let, ko so me posadili na letalo in sem šla v Oxford spoznavati angleščino. Ojej. Pa ste to povedali v Centru za socialno delo takrat? Ne, sem imela čisto uradno dovoljenje. In smo jo tudi dočakali. Dober dan, pozdravljeni. Dober dan. Kako ste kaj? V redu, hvala. V redu. A to je za nas? To je za vas. Korenje? Korenje. Ojej, bolj smotanega zajtrka še nismo dobili. Kje se vidite čez 5 let? V predsedniški palači. Ste že bili kdaj v zaporu? Ne. Ste bili kdaj vklenjeni? Ne. Res ne. Če bi bili žival, katera žival bi bili? Petelina ali kača. Ste ministrica za šport, znate povedati, kaj je offside? Ko žoga gre iz igrišča in igralec. Dej peva res naprej, kar v redu, ne bom. Hvala. Dobri profesor je bil nežen z njo, tako je znal narediti. Da? Da je bilo lepo. Jana, ne pomagi. Kriva je trava, da se več ne poznava. Ja, vem, kaj vi razmišljate, ne bi zdaj jaz o tem to... O znanju, ne o travi, okej. Preden začneva, jaz bi sam rad povedal, da ste res krasni, ne? Čudoviti ste. Ker ste šefica njegovi ženi, sam to bom rekel. Okay. Najbolj divja ali pa neodgovorna stvar, ki ste jo naredili v življenju je? Vem, Uprizorili kak divji ples. Ali pa šli na nočno kopanje. Plešem pa zelo rada, bravo Miha. Podpornik predsedniške kandidatke. Ti takrat odgovarjaj, kad te kaj vprašam, aj prav? Če bi gostili Donalda Trumpa, kam bi ga peljali? Kar najprej v Ljubljano, ampak peljala bi ga pa tudi domov v mojo domačo vas, v Borovnico. Miha? Ja, jaz Donalda ne bi nikamor peljal, ker bi se bolj posvetil Melani. Ne se vede. Ne se z Donaldom ukvarja predsednik vlade. Kandidatka za predsednico Maja Makovec Brenčič je vmes tudi tapkala na naš tapkalnik. A veste v šoli, ko smo imeli, dal si roko na sredino, pa si pa tapkal levo desno. Ne vem, zakaj je bilo to dober, ampak Deželak 46, Maja Makovec Brenčič ravno tako 46. Hvala, ker ste bili pri nas na audiciji, ker ste bili naša gostja. Srečno. Meni je bilo zelo lepo. Evo, vidiš. Tako lepo ne bo nikjer drugje. Pripravite se, še bojo lajali. Denis Audić Show predstavlja Audicija za predsednika Slovenije. Več pa lahko slišite na radio1.si.